Hvala lepa obema, hvala lepa gospodu Vidmarju, lastniku ETV. Tudi v mojem imenu dobrodošli vam, ko ste prišli, in gledalkam in gledalcem, ki nas gledajo in nas bodo še gledali na 27. etapi Demokracija, magazin Tura, kamor vabimo različne goste. Nocoj je pa z nami gospod Boris Tomašič, ki ga poznate kot voditelja ene najbolj gledanih slovenskih televizijskih oddaj Kdo vam laže. Boris, lep pozdrav. Ja. Jaz moram tako reči, ne? Drage državljanke, dragi državljani, spoštovani davkoplačevalci, dober večer. To je Boris Tomašič. Preden pa začnemo, bi prosil za minuto molka za vse žrtve Putinove agresije na Ukrajino. Slava jim, slava Ukrajini. Ja, Boris, začela bova seveda z Ukrajino, z napadom, pravzaprav agresijo Putina na Ukrajino. Pač obveščevalne službe so sicer opozarjale, da bo do agresije prišlo, samo meni se nekaj zdi zanimivega, kar se je zgodilo 24 ali pa 48 ur prej, namreč, da je ameriška obveščevalna služba napovedala napad na Ukrajino, da bo prišlo do agresije v roku 48 ur. Ni ravno običajno, da obveščevalne službe javno napovedo nek napad. Je bilo to na nek način mišljeno tudi, da se Putina bi odvrnil od agresije ali ne? Najverjetneje, ne? Zdaj ta javna objava, da Američani vedo, kaj Putin pripravlja, je seveda poskus odvračanja. Žal neuspešen, ne? Putin očitno ne razmišlja racionalno, enostavno se je odločil, da bo to izvedel in da bo šel do konca. Žal to vidimo zdaj vsak dan, ne? Se pravi, komu ni uspel vojaško premagati Ukrajine, je začel rušiti mesta, dejansko. In to je dejstvo, ker Ukrajinci se upirajo bistveno bolj, kot je kdorkoli pričakoval. Dejansko tudi Zahod ni pričakoval, da bodo Ukrajinci nudili tako močan odpor, in niti Putin. In se na to ni pripravil. In zdaj se je odločil, v redu, ne morem vas vojaško premagati, bom pa zrušil vse, kar je pred mano. Ker pač toliko raket, toliko orožja ima, in dejansko smo videli zdaj na jugu, da ko oni rečejo, da so zavzeli mesto, zavzamejo v resnici ruševine. Ne? Mislim, da je bilo včeraj 2000 mrtvih, ne? Grozljivo v enem dnevu, in to civilov. Ne? To je tisto, kar Putina, pustimo itak, da napad na suvereno, neodvisno državo ni dopusten in je že to preseglo vse, kar je normalno v mednarodnih odnosih. Ampak to, kar pa zdaj Putin dela, je pa zločin. In jaz iskreno upam, da če ne bo se ustrelil v glavo v nekem bunkerju, da bo končal v Hagu. Ker on je za mene od tistega trenutka, ko je padla prva civilna žrtev, zločinc. Ko si govoril ravno o zločinih, namreč tudi vrhovna državna tožilka Ukrajine, všel mi je ime, se upravičujem, kako je ime, je tudi prek družbenih omrežij napovedala, da že zbira dokaze o zločinih, o vojnih zločinih Putina, o zločinih proti človeštvu, kar je zanimivo. Po drugi strani pa naš generalni državni tožilec je bil ravno v začetku januarja v Moskvi. Ja, to je pa druga katastrofa. Ne? Zdaj smo opazili veliko spremembo v retoriki levičarjev. Ne? Tako, 2 dni nazaj, 3 dni nazaj so bili še zelo previdni v dajanju izjav. Ne? Agresija ni bila agresija, je bil konflikt. Ne? To Tanja Fajon še zdaj uporablja. Konflikt. Kakšen konflikt? Ne?
Veste, kaj je konflikt, ko se dva spreta, kdo bo za rundo dal, ne? To je pa dejansko, tako kot sem že rekel, ne samo, da je to agresija, da je to vojna, to je zdaj zločin. In dejansko je javno mnenje in logično, da je, se ne moreš biti na strani enega agresorja, jih prisili, da so spremenili retoriko. Ne? Ostaja pa dejstvo, Šketa, Janković, Erjavec, vsi levičarji, Kučan, vsi so hodili k temu Putinu se slikati, pa trepljal jih je po rami, pa tako naprej. Ja, vse, ko je recimo na temle pri ruski kapelici vsako leto, ko je komemoracija ali pa se spomnijo na žrtve, vse prav, da se greš, da se pač spoštujejo vse žrtve, ne glede na od kje so, ne? Ampak tam, ko je bil, mislim, koliko let nazaj je bil Putin, nekaj let nazaj. Ja, pa Putin, to so se tepli vsi, kdo bo bolj nekam zlezel, ne? In zdaj kar naenkrat, ne, pa ne marajo več Putina, ne, malo jih je v zadrego spravil, ampak ja, Šketa je pa bil, ko smo ga kritizirali, ko je bil, so nas napadali, vemo, da imamo nekatera velika podjetja, ki dejansko so z njim zlizana do konca in ne govorimo o Krki, seveda, ne, ampak... Krka je zelo lepo povedala, ne, pač prišlo je do konflikta, spoštovali bodo sankcije proti Rusiji, našli bodo nove trge, pač bodo se potrudili, da izguba oziroma prihodki se ne bodo toliko zmanjšali. Druga podjetja pa ne vem, pa je rekel, da to je živa katastrofa. Vse smo sami videli v Jugoslaviji, ko so podjetja izgubila trge. Nekatera so se samo organizirala, druga so pa čakala. To so ta ista podjetja, ki poslujejo že ves čas za Belorusijo, čeprav je pod sankcijami. In tiste, ko smo jih sanirali, pa so spet prišla, pa so jih spet sanirali, pa smo spet dali denar. Ampak generalno, ne, vemo, da so levičari večinoma rusofili, ne, in imajo radi Putina in če se spomnite levih vlad, ne, kam so hodili? Ne? K Putinu so hodili. Ne? Ni bil Erjavec, ki je bil minister, kolikrat je bil v Ameriki? Nikoli. V Rusiji pa mislim, da vsak mesec. Ne? Celo narisuje portret Lavrova. On je bil tako zaljubljen v Lavrova, da je portret narisal in mu ga podaril. Ne? S tem, da levičarji danes obtožujejo premijera Janšo, da izkorišča vojno v Ukrajini za notranje politične namene, kar je pa... Glejte, levičarji, ko nekoga obsojajo nečesa, ne, v resnici govorijo o sebi. Ne. Oni izkoriščajo vojno za politične namene. Sam pogledajte, imeli smo 2 protestna shoda. Zdaj, na naši nacionalni televiziji ste slišali, se kregajo, pa se ne morejo zmeniti. En shod je bil prijavljen, legalen, organiziralo ga je društvo Ljubljana Kijev. Drug shod so pa organizirale neke nevladne organizacije. Ni bil prijavljen, ni bil registriran, nič od nič. Ne? In kaj smo videli, kakšne transparente smo videli? To je bil protinatovski protest. To ni bil protest zoper Putina, zoper agresijo, ampak zoper imperializem. A si predstavljate, kdaj smo že to slišali tam? Ne? Zato vse, kar se dogaja, spominja na 30. leta prejšnjega stoletja. Ne? Zelo podobno se je dogajalo. Sam k sreči, to pa moramo priznati, ta razlika je, da pa tokrat zahodni svet, se pravi Evropa in Amerika ne še toliko, ne, malo so še zadržani, ampak Evropa je enotna in ne čaka. Ne? Po moji oceni, to, kar je rekel Janez Janša, treba je zapreti zračni prostor, bi že moralo biti davno storjeno. Če bilo to storjeno, se danes ne bi dogajalo to, kar se dogaja. In glede na to, kar počne Putin, bo verjetno do tega prišel. Ampak, ne bom rekel, bom z lepšimi besedami povedal, ampak to, da ti rečeš, tweet, v katerem napišeš, da ni Putin edini, ki ima jedrsko orožje, da je to izzivanje konflikta, da zapiranje zračnega prostora, da je to izzivanje konflikta. Glejte, Slovenci, res, da smo bili hlapci, je bil skozi nekdo naš šef, ampak to smo zaključili 91. leta in ne bomo več dovolili, da nam bo kdo govoril, komu smemo kaj reči, zato ker je močen.
Ne? Zato, ker ima jedrsko orožje, zato, ker ima močno vojsko, ja pa, kaj pa narediti? Po moje, da bi bili vsi tamle teli srečni, da bi rekli Ukrajinci, a ja, Putin je pa močen, se ne bomo borili. Na, izvoli, ker ukorakite noter v mesta, da jih ne boš zrušil. A ne? No, hvala Bogu, da imajo Ukrajinci radi svojo domovino in da so pripravljeni braniti suverenost Ukrajine. Boris, pa vendarle, nekaj bi te vprašal še v zvezi z vojno v Ukrajini. Omenil si, da ruska vojska še ni tako napredovala, kot so si zamislili. A misliš, da je padel nek mit o neki mogočni ruski vojski, o neki nepremagljivi drugi največji vojaški sili li na svetu? Definitivno je. Ne? Že dolgo časa niso druga sila več. Žal so druga, pa bližajo se prvi Kitajci. Ne? To je resen problem, ampak vsaj zaenkrat so se Kitajci pokazali za bistveno bolj racionalne kot Putin. Ne? Nedvomno je bil strah večji, kot je dejanska moč ruske armade. Ne? Putin je nekako podcenil, kaj se bo zgodilo, poslal je veliko vojakov, da ne bi kdo mislil, tista prvi napad je bil z ogromnim številom tako tehnike kot vojske. Pa se ni šlo. Ne? In zdaj vemo, da je poslal 64 kilometrov, si predstavljate, dolga kolona vojaške opreme, različne od tankov do vsega. Ne? Take kolone še na naših avtocestah. Ne more, to že zdaj Hrvati bi se zafrkavali, to itak v Slovenijo ne gre tako dolga kolona. Ne? Ampak to kaže na njegov obup in da te miti o teh vojskah, kako so strašne, ne? Vse smo konec koncev 91. leta videli. Napadla nas je 4. armada v Evropi, saj tako so takrat govorili. Ne? Pa vemo, kako je bilo. Ne? Hvala Bogu. Ne? Vsake žrtve, ki je bila takrat, je škoda, ampak hvala Bogu, da niso začeli raketirati pa rušiti to, kar zdaj dela Putin. Ne? Ker to je pa... Ukrajinci danes zaživljajo podobno, kot so imeli ta 91. Ja, v bistvu huje, ne? Huje, ampak v principu je pa zadeva zelo podobna, ima enake elemente. Ne? Oni, jaz sem tako navdušen nad njihovo srčnostjo, nad njihovo željo, da so svobodni. Ne? Morate vedeti, da vidite tam ljudi, ki podobno smo Slovenci počeli, ne? Goloroki ustavljajo tanke. Pred tanke se postavijo in jih ne pustijo naprej. Ne? Se pravi, vemo, da je v Sloveniji tudi tank zapeljal čez civilista. Ne? In dejansko so oni odločeni, da se ne predajo. Jaz se sam bojim, ne? Če ne bo posredovanja resnega, da bomo govorili en dan, zdaj smo govorili o 2000 žrtvah, pa je to veliko, da bo jutri 20.000, da bo 200.000, da bo šla številka v nebo. Ker to, kar vidimo, je grozljivo. Ne? Ker enostavno nimaš vojske, ki bi bila sposobna se zoperstaviti, moram reči, kar tako hrabrim in odločnim ukrajinskim vojakom, civilistom. Vsi so šli, ne? Kolone res, da grejo iz Ukrajine, beguncev. Sam begunci so, ukrajinski so ženske in otroci in starejši. Ampak prav tako je kolona v Ukrajino, ker se Ukrajinci za bolj sposobni, ki delajo v Evropi, se vračajo domov, da bi branili svojo domovino. Ne? V Sloveniji vemo, da je šla bolj v eno smer, ne? Tam, ko so jih ustavljali pol na meji z Avstrijo, pa to so oni, ko so bili pol glasni, ko smo zmagali, ne? So hitro šli. Ne? In res je treba nekaj narediti in jaz, če bi imel vpliv, če mene vprašali, ne, bi NATO že posredoval. Ne? Ko si ravno omenil begunce, dajmo malo narediti primerjavo med temi begunci in begunci pod narekovaji. Ja, govoriš o letu 2015. Ja. Zdaj tako, jaz sem iz tistih koncev, ne, tam
Brežice, tam, kjer so bile največje kolone. Ne. Ko danes gledamo fotografije, posnetke, kaj se dogaja na meji med Madžarsko in Ukrajino in med Poljsko in Ukrajino, ne, dejansko ne vidiš mladih, zdravih, za boj sposobnih moških. Jih ni. Medtem, živo se spomnim, mi smo tudi takrat začenjali z pripravo na televizijo, smo poslali naše snemalce, ja, tu pa tam je bila kakšna ženska z otrokom, mislim, da bolj za vzorec, še huje. Imeli so otroke sabo za ščit. Ne? Vemo, da so tam zažgali šotore, da to ne moreš primerjati. Pa zdaj nam poskušajo potikati, da smo versko nestrpni, da smo rasisti, da smo ne vem kaj. Ne. Vsakmu in Slovenci smo tako narejeni, saj smo konec koncev med vojno v Jugoslaviji pomagali, komur smo lahko. Mislim, da 70,000 beguncev je takrat Slovenija sprejela, pa nismo nobenega vprašali, a si musliman, a si pravoslavca, a si katolik in tako naprej. Ne? Ampak to, da smo pa, da pa, ker levičari to zlorabljajo in govorijo, da mi ne maramo, nismo želeli Sirijcev sprejemati zato, ker so druge vere. To je laž. Begunec je tisti, ki gre v prvo varno državo, ker je ogroženo njegovo življenje. In ponavadi, in to je tudi tipično za ukrajinske begunce, oni želijo iti nazaj. Njihova destinacija ni Italija, Nemčija, Francija. Oni hočejo ostati na Poljskem, na Madžarskem, čim bliže meji, da se bodo pol čim prej lahko vrnili. Ne? No, to je ena bistvenih razlik med begunci in begunci pod narekovaji. Če spremljate medije in če ste slišali oziroma videli kakšno izjavo od kakšnega ukrajinskega begunca, ki je pobegnil pred vojno, med katerimi so seveda samo ženske in otroci, vsak pravi, da se želi čim prej vrniti nazaj, da ne bo ostal tam, kamor se je zatekel. Po drugi strani pa vidimo, da tukaj ostajajo v Ukrajini moški, da se borijo za domovino in na varno pošiljajo šibke, se pravi ženske in otroke. Pri unih beguncih je ravno obratno, ne? Kot je rekel. Je pustil 5 otrok doma, mislim. Dajte mi nekaj razložiti. Moški, ki ima 5 otrok, vojna se začne in kaj naredi? On pobegne, otroke pa pusti doma. Glejte, to nima veze z barvo kože, pa z veroizpovedjo, pa z nacionalnostjo. Ne? To je za mene, tako kot je rekel Kovcev včeraj, mi bi ga mogli sterati domov, mi bi ga mogli nazaj. To je pa nekaj, če se res ne morem razumeti. Ne? To je tragično seveda. Ne? Ja. To je tragično za otroke, on je bil pa tukaj ne? junak, levičarski so ga vlačili po parlamentu, pa ne vem kaj še vse. Pa frizera, ne? Pa zdaj, ja. Pa frizere, ja. Govoril si o Putinu, da nekaj reče o Putinu. Putin je KGB-jevec, to je tajna policija Rusije, Sovjetske zveze. On je šel v KGB sredi 70-ih let, to je pred 50 leti, sredi 90-ih let je prišel iz Leningrada v Moskvo, potem je šel takoj v novo tajno službo, kako se že imenuje, ne vem, glavnem in zelo hitro je prestal predsednik. Mene zanima, Boris, govorimo o tajnih službah. Kakšna je razlika med temi tajnimi službami v nekih demokratičnih državah in totalitarnih režimih? Ruska tajna služba je ostala enaka, kakršna je bila v času Sovjetske zveze. Zdaj, ne bom delal iluzij, da so zahodne varnostne službe brez napak in da ne naredijo tudi kaj tazga, kar ni dobro vedeti javno. Ampak generalno v angleškem jeziku se reče temu intelligence. Ne? Se pravi, osnovni namen varnostnih služb je pridobivanje podatkov. Ne? Vohunjenje, kibernetski vdor in tako naprej. V glavnem dobiti podatke ali o nasprotniku ali pa o tem, kaj se dogaja, pa seveda pa kontrašpionaža, se pravi, kdo je tukaj in tako naprej. To je osnovni namen. Značilnost tajnih služb
v totalitarnih sistemih, še posebej v komunističnih, je pa, se pravi, te službe raziskujejo oziroma sledijo, kaj delajo odzuni, se pravi v drugih državah. A ne? Naša Sova naj ne bi delala, se ukvarjala s slovenskimi državljani. Ne? No, medtem ko so pa temu tajna policija, naša UDBA, tako imenovana, KGB, Stasi, Securitatea in tako naprej, so pa nadzorovale vohunle in državljane, domače, ne? In so se igrali Davida Copperfielda. Veste, kaj to pomeni? Ljudje so zginili. Ne? Ljudje so zginili. Jaz sem nazaj 2-3 leta, ali pa zdaj 4, delal intervju z enim starim udbašem v Beogradu, ki je bil zadolžen za imigrante, za ustaše, v glavnem so najbolj spremljali. In on mi je povedal, recimo Arkan je delal za UDBO. Arkan je drugače mimogrede rojen in je otroštvo preživel v Sloveniji, v Brežicah, sin oficirja. In on je povedal, oni so ga poslali v München ubiti enega Hrvata, ker je bil pač ustaš oziroma, kako so takrat rekli, kontrarevolucija. Kontrarevolucija, ja. In to so normalno delali, ko so ocenili, da je nekdo nevaren, ga je vzela magla, so rekli, ne? In so se pravi, so ven pošiljali, kaj je bilo pa doma, je bilo pa še 10-krat huj. V začetku 50-ih, konc vojne, začetku 50-ih, 60-ih je bilo to katastrofa. Sem da ne bi mislili, da se je to nehalo, pa da so pol to, ko vam prodajajo, kje govorijo 70, pa 80, pa ni bilo. Poznamo primer Stepanjan, mislim, 89 leta. Ne? Aktivni so bili 89 leta. Če poznate zgodbo, kaj je bilo z njim, pa z njegovimi otroci, pa tako naprej. Katastrofa. Tako da te bučke, ki prodajajo, mi smo imeli nek prijazen socializem, pa ni bilo tega. Ne? Res, da so bili bolj pametni, žal, kot ruski, ne? In so se prilagajali. Ne? In so se žal tudi uspešno transformirali, medtem ko je Demos gradil državo, postavljal državo, branil državo, ne, so oni lepo, to pa Rado, pa Zdir bolj ve povedati, lepo vzpostavljali vzporedni mehanizem in so rekli, zdaj bomo pa mi podjetniki, zdaj bomo pa biznismeni. Ne. Se vemo, od kje so denar dobili, šverc, droge, igralništvo in tako naprej. Jaz bi se gledalkam in gledalcem opravičil, oprostite moje nerodnosti, ker se z Borisom pač tikava. Mislim, poznava se že dolg časa, sva prijatelja, jaz ga poznam že, ko je bil takle, ne. Ampak zdaj pa poglejte, ne, mislim, kam je zrasel. 1,90 m, jaz pa par 1,70 m, ne. In leze skupaj. In lezem skupaj, ja. In prav, da mi noče da centimetrov, ne. To je socialna nepravičnost, ne. Tudi plače pa denarja mi ne bi dal. Z veseljem. Sam pri nas, veš, koliko je pri nas? Pri nas je treba za denar delati. A res? Ja. A ga vidite? Mislim, če te jaz prvo razumem, ti bi mi za nekaj plačal, jaz bi ti pa mogel narediti eno storitev ali ti nekaj... Fašist sem, priznam. Ne. Skrajni desničar, neoliberalci, si morate misliti. Ja. Si morate misliti, da če jaz hočem dobiti denar, moram nekaj delati. Ja. Kam smo pa prišli? Ampak zdaj pa brez heta, ampak to se pa res dogaja. Ja, se to je, lejte, zdaj če gremo na to, ne, volitve se bližajo. Panika je na levi totalna, ne, hvala Bogu, ne, in zaenkrat ne ratuje. Vemo, da zmer nekaj pripravijo, tudi zdaj le kaže dobro, ampak ne se slepiti, ne. Ni konec. Konec je, ko se prešteje do konca, do takrat, do zadnje minute ni konec, ne. In največji strah levičarjev, pa vseh tistih, ki jih podpirajo, jaz to skozi govorim, je to, da bodo morali za denar začeti delati. To je njihov problem. A si predstavljate to, ko sva zdajle se midva pošala, oni res to mislijo. Čak, jaz resno mislim, veš. Ja. Meni pridejo, ne, kar nekaj jih je že prišli
iz RTV Slovenije, da bi delali pri nas. Ne? Zdaj, to ni hec, res. Nazadnje je bila ena gospodična, ki je iskala službo, ki se pač ni razumela dobro na RTV-u, pa to, ki je bila še zmeraj zaposlena tam, in da bi delala pri nas. In jaz sem rekel, ja, sam pri nas imamo tako, da je treba vsak dan narediti vsaj eden, če ne dva prispevka. Kako? A vsak dan? A sama? Ja. Ne? Ja, kdo pa to vse organizira? Ja, sam narediš, ne? Tako pri nas je. Če bi mi delali tako, kot delajo tam na RTV-u, bi imeli približno 32 sekund programa na dan. Ne? In je rekla, ne, to pa ni za mene. Ne? In tako je. Kaj pa mislite, koliko so rekli, 100 nevladnih organizacij je sebe poimenovali za Glas ljudstva. Predstavljate? Ja. Vseh 100 presesanih na vaše denarnice. Ne? Delajo pa kaj? Afne guncajo pred parlamentom, kurijo lutke, protestirajo, kolesarijo. Jaz sem večkrat rekel, zlorabljajo izraz nevladne organizacije. Ne? Vemo, da med to sodijo gasilci, razna kulturna društva, ki so lokalna, ne vem, in tako naprej, ko pravljajo nekaj koristnega. Oni pa največ koristi v življenju naredijo, če rožo zalijejo. Ne? Če jo. Ker to, kar oni počnejo, ne koristi nikomor, razen njim samim. S tem, da kot si rekel, ne, pač tukaj je treba zdaj ločiti, da ne bomo delali krivico, ker pod nevladne organizacije spadajo tudi gasilci, reševalci in tudi nekatere humanitarne organizacije, predvsem na lokalni ravni. Seveda midva govoriva o tistih nevladnih organizacijah, ki jih prepoznamo kot inštitut 8. marec, recimo Mirovni inštitut, ampak zdajle vam bom nekaj povedal, pa boš, Boris, ti komentiral, vi se pa primite za denarnice, pa dobro se drže za stol, kdor ima kakšno nevarno stvar s sabo, ne jo ne uporab, ker vam bo pokrovšil preko čez glavo. Namreč pač v Sloveniji imamo veliko umetnikov, ne? In nekaterim umetnikom pod narekovaji pač država plačuje prispevke. Zdaj tukaj so levičarji, mož to priznati, da so zelo inovativni, kaj se vse zmislijo. Namreč, komu plačujejo prispevke? Je primer, je vnuk nekega primorskega gradbenega barona, je bobnar, bobnar je lahko umetnika, ne? Kaj pa on dela, da mu država plačuje prispevke? A veste, kaj dela? Umetniško preučuje odboj zvoka od betonskega zidu. Res, brez heca. To je en primer, a ne? Drugi primer pa je, a poznate uno nevladno organizacijo Maska? Maska, to je ena umetniška skupina, afne guncajo po odru in levo desno, ne? Zdaj se v tem boste tudi najbrž tudi vi poročali, pa tudi mi. Namreč dobili so račun na Ministrstvu za kulturo za okoli 3000 evrov in ko so ga pogledali, zakaj, so se prijeli za glavo, zahtevek za plačilo računa. Namreč note je pisalo, da je njihov umetnik, zdajle trenutno o imenih ne bom, se je zdravil za aidsom oziroma še cepati proti aidsu, ker je v umetniške namene postal moški kurba. Dobesedno. Moški prostitut je postal. Boris, glej, kaj nam počnejo? Ja, se mi grede Maska pa Aksioma, ne? Aksioma, ja. Tudi. Pa Maska. Ti dve nevladni organizaciji, ti kulturniki, verjetno vam ne pove veliko to ime. Drugače so pa to tisti trije Janez Janši, ne? Janez, ki so se preimenovali in so zato dobili denar. Ker to je bil performance, da so oni postali Janez Janša. Ne? In to se zdi, prejšnjim kulturnim ministrom se zdi to zelo duhovito, ne? In tako zelo kulturno. Ne? Me zanima, če bi jim te isti ministri, Prašički ali kaj so bili, ne? Ja, res je bil. Prašiček je bil. Prašiček je bil, ne?
dal denar, če bi se preimenovali v Milana Kučana. Ne? Pa, koliko je ura? Mislim, že lahko. Oni so posneli film, v katerem so dali na sredino enega moškega in pokri si ušesa. In jih je 10 bilo in ga je naredilo to, kar se ne bom rekel, in vsakič so rekli, jaz sem Janez Janša. Pol to ni šlo v javnost, ker je pač so le rekli, zdaj enaki država. Ker so tudi oni ocenili, da je to preveč. Ampak to je kultura in mislim, da so Axioma in Muska skupaj dobila nekaj 5 milijonov denarja. Še ne, to je zelo konzervativna cena. Tako da, jaz tako vam pravim, te volitve so ključne. Ne to, da boste višli na volitve, pa da boste volili po svoji vesti, se pravi prav, me ne skrbi, ampak čim več ljudem je treba povedati, ker dovolj je bilo za vraga. Pa res je bilo dosti. Milijardo v 10 letih so pojedli razni mirovni inštituti, Axiome in ne vem kaj. Milijardo. Zdaj pa oni govorijo, če bomo znižali dohodnino zato, da bo vsak nekaj dobil, bojo pa rekli, pa ne bomo šol gradili. Koliko šol, koliko bolnic, koliko domov za ostarele bi zgradili, namesto da plačujemo ljudi tipa Jenul, da v plenicah skačejo posred Ljubljane, lepo vas prosim. No. To je umetnost, a ste videli ta posnetek? Tip v plenicah skače po Ljubljani in mi ga pa plačujemo. S tem, da imajo te umetniki in nevladne organizacije, ki so, bo rekla, politično aktivne, politično angažirane, so politični aktivisti levice, imajo neverjetno podporo medijskega mainstreama. Vse na tem gradijo, vse če ne bi imeli, ne bilo nič od njih. Zadeva se reši zelo enostavno. Država mora pomagati kulturi. Ampak jaz bi rekel tako, za vsako prodano karto ti da država še eno karto. Če karta 10 evrov, pride 20 ljudi, ti da država še 200 evrov, zraven 200. Zdaj pa, če lahko preživiš, preživ. Če ne, pa deli nekaj tazga, da bojo ljudje pršli. Ne? Po drugi strani 8. marec je omenil, ne? Nika Kovač, ki jo zdaj zelo povzdigujejo. Slovenka leta. Ja. Borka za ženske pravice. Ne? Recimo, ko je v parlamentu, mislim, da tale prestopnik iz levice v SD, Trček. Napadel Anjo Bah Žibert, ne? Fizično je skočil v njo. Logično, da se bo oglasil 8. marec in bo rekel, to je agresija nad ženskami, napadel je samo zato, ker je bila ženska. In to so tudi naredili. Ne, niso, tiho so bili. Ko so Ivo Dimic maltretirali levičarji, ne? So bili tiho. In take feministične, take organizacije, ki se na tak način borijo za ženske pravice, jaz rad povem, ne, to je sicer šala, pa mogoče malo mačistična, ne, ampak pralni stroj je za kvaliteto ženskega življenja naredil bistveno več, kot vse te organizacije skupaj. To je Boris Tomašič. Deva reči še takole, pač imajo nevladne organizacije podporo medijskega mainstreama, omenil se Niko Kovač, Jašen Jenula, Teja Jarc, ne vem kam je izginila. Ja, po meni še na Kredarc, ni še dol prišla. Še ni dol prišla, v redu, ne. Veliko govorijo o revščini, o socialnih razlikah, neenakosti, ampak zanimivo pa je, da se ob to res minimalno plačo Goloba pa ni nihče kaj preveč spotaknil. Ja, to pa res ne. Se mene malo skrbi za Goloba, ne. Glejte, a si predstavljate, da bi vi zgubili, ne vem, 15-16 tisoč evrov na mesec? Da bi vsak mesec 15 tisoč evrov zgubili? Katastrofa. Človek ima sam še 7 jurjev plače. Kako bo? Jaz vem, kako bom preživel.
Jaz predlagam, da eno akcijo, mogoče z Demokracijo skupaj štartamo, da Dobrodelno. zbiramo zamaške za Roberta Goloba. Ja? Lahko tudi, Jaz mislim, seveda. da mu bomo pomagali, ampak pol mu ne bomo dali tega denarja, ampak bomo kupili karto za Severno Korejo, pa ne gre. Ne. Ampak ja, ne, lejte, levičari, zdaj malo je te izrazi, levičar, desničar, malo pri nas so čisto pomešani. Ne. Na levici so turbokapitalisti, ki so obogateli ne s svojim trdim delom, ampak z prihvatizacijo in raznimi mučkami. Ne. Na desni ne, so ljudje, ki živijo od svojega dela, ali pa podjetniki, ki so res nekaj ukvarjali z nič, ustvarjali iz nič, in to je narobe svet. Ampak vsem vemo, ko govorimo o levici, vemo, o kom govorimo. In oni se borijo, primer, zdaj bom spet omenil Niko Kovač, ali pa je nula, ali pa kjerkoli. To so vse razvajena otročat, ki ima od rojstva zlato žlico v ustih, ker so starši njihovi polni denara, v življenju jim ni bilo treba skrbeti za nič, ne? In zdaj oni grejo na cesto in se borijo za delovske pravice. Kako se borijo za delovske pravice, če v življenju 8 ur skupaj nisi delal? Ne? In potem ne, pride, hvala Bogu, ena vlada, ki reče, bomo spremenili dohodninsko lestvico tako, da bo že, mislim, da prvo leto, potem pa več, že pri minimalni plači na mesec bo delavec dobil, ne vem, koliko je, 30-40 evrov. Med 30 pa 40, ja. Jaz verjamem, da enemu Robertu Golobu, pa eni Tanji Fajon, ko ima 15 evrov plače, 40 evrov nič ne pomeni. Ne? Ampak enemu delavcu, ki dobi, ne vem zdaj, koliko je neto minimalna plača, nekih 750-800 evrov, je to pomemben denar. Ampak ta gospoda, ki v življenju ni nič delala, reče ne. A veste, zakaj ne? Zato, ker Jože bo pa dobil 150 evrov več. Ne? Logika. A je bo res? Pri meni ne. To je logika, zato ker bo pa nekdo več dobil, pa ne bo noben več dobil. Ne? In dejansko, tako kot si rekel, jaz nisem zasledil, da bi kdorkoli na levi rekel, ta svinjarija, jaz ne morem temu drugače reči, ki se reče plača najbolje plačanega slovenskega menedžerja. A veste, da ima Robert Golob, ki je bil direktor monopolne firme, državne, višjo plačo kot direktor Krke, ki se bori na trgu, na mednarodnem trgu in tako naprej. Ne? Se pravi, to sem že večkrat rekel, dajte meni prodajati elektriko iz nuklearke. Sam meni. Pa veste, kaj naredim? Nisem enega kilovata še prodal, ne vem, kako se to dela. Ampak če mi ti, zdaj razmerja cen so take, mislim, da je megavatna ura iz nuklearke nekje 28 do 30 evrov, iz Šoštanja pa 80-90. Trikratno je dražja šoštanska. A prodajajo, to bojo vedeli podjetniki. Mi smo imeli na Novi, še zmeri, zdaj pri Geniju elektriko, ne? Podvojila se je cena. Podvojila. Dvojno, krat 2 je prišel račun iz enega meseca na drug. Pa prižgem televizijo, pa gledam Roberta Goloba, pa je rekel, Genij je zagotovil, da ni nobenih podražitev za navadne uporabnike, ne? Sam gledajte, če podražiš bolnicam, če podražiš podjetjem, krat 2, krat 3, ja, seveda bo imel to vpliv tudi na izdelke, ki se najdejo. Ne? Se pravi, navadni državljan ima vse dražji. Ne? Tako da, v glavnem, ko vam, bom rekel, socialist, levičar, salonski levičari so to, ne? Kaviar levičari, ki vpijejo, ne podprimo tega ukrepa Janševe vlade, ne, sta samo 2 razloga, da nasprotujejo. Ali bojo oni kaj manj imeli, ne, in jim grozi to, da ne bodo mogli več tako lagodno živeti, ali jih pa skrbi, da bodo ljudje zadovoljni.
Ker če so ljudje zadovoljni, pol podpirajo vlado. Ne? No, ravno zaradi tega smo lahko vsi zadovoljni, da imaš ti tole svojo oddajo, kdo vam laže, ne? Ki odpiraš ta vprašanja, razkrivaš vaš resnico, tisto, s katero bi se mogli vsaj državni mediji ukvarjati, pa govorim tukaj o RTV-ju, pa se ne, ampak manipulirajo, kot je takrat Erika Vatarči manipulirala za Golobovo plačo. Seveda se pa te mediji, seveda ob vsakem tvitu na družbenem omrežjih Janeza Janša skočijo v luft, so ogorčeni, ogroženi življenjsko s tem, da je edini slovenski novinar, ki je bil res napaden in katerega življenje je bilo res ogroženo, je nekdanji novinarski kolega Miro Petek, ki je danes svetovalec ministra Simonitija. Kako si lahko ti razložiš to blaznost, recimo Blaz Gaga? Samo en tweet pa je že življenjsko ogrožen in se mora skrivati v svoji sobi. Dobar, Blaz Gaga je poseben primer. Ne? On po moje bi mogel biti not, ne odzuni. Bova imela drugič zdravnika zraven, pa bo povedal, zdaj pa povej. Ampak gledajte, RTV Slovenija 100 milijonov našega denarja dobijo vsako leto. 100 milijonov. Ja? Sam našega denarja, pa še nekaj od reklam. 2286 zaposlenih. Začne se vojna v Ukrajini. A veste, kaj se zgodi? Enega novina, imajo najboljšo, bral sem, najbolj kvalitetno, najbolj razširjeno mrežo dopisnikov po celem svetu. Pol je pa treba iti v Ukrajino, pa ni enega. In kaj morajo narediti? Karmen Švegl morajo nekje poiskati, ne vem, kje je bila, ne? Da jo najamejo ob 2200 zaposlenih, morajo najeti Karmen Švegl, ki je edina, ki si upa Ukrajino iti. Naslednji dan bojo pa rekli, kaj pa naše pravice? Kaj pa to? Ne? Zdaj je prišla neka nova oblast in si predstavljate, recimo, Tanjo Gobec poznate, ne? Ona je imela hude težave z išiasom, tako je bolel išias, da je mogla popiti pol flaše ali pa celo flašo viskija, da je lačila pred kamero, ne? In pol je bila, zdaj bo pa Bora Đorđević nekaj povedal, ne? In kaj se je zgodilo z njo? Ona je vodila Odmeve, pol je komi stala, ker je išias tako bolel, vse Juncker je imel iste težave, tudi. To je ena taka nenavadna zelo razširjena bolezen, ja. Ona je za nagrado, za kazen je dobila oddajo svojo, oni rečejo temu oddaja, ne, politično, 10 minut pogovora z gostom, ne. To jaz za celo leto to naredim v ponedeljek, ne. Toliko 10-minutnih oddaj, ne. In ostala je enaka plača, zato, da je delala 10-minutno oddajo pogovor z enim ali pa dvema gostoma. Pa se mora iti vse narobe. Ne? In seveda, da sovražijo Janeza Janšo tam. Ne? In zdaj je prišlo neko novo vodstvo, ne? Zdaj ukinijo oddajo, zdaj pa še na boljšem. Zdaj pa še tistih 10 minut ni treba delati. Ne? Zdaj pa Boris, če se izteka, počas ga končala, na koncu... Temu se reče cenzura, ne? Ja, poglej, a ne? Jaz sem levičar, a veš? Ti si pa desničar, si pa pogovorili o plači, a ne? Ja. Ne, za konc zdaj še reči nekaj. Vsi ti, katere si omenil, ne, tulijo o neki pravni državi, kršenju človekovih pravic. Kaj je s to pravno državo zdaj? Ampak glede na to, kakor ta vlada dela, jaz sem prav vesel, da živim v taki pravni državi, a ne? Zdaj, pravna država je tako zelo raztegljiv pojem, ne, v Sloveniji. Ne. Zelo prilagodljiva je pravna država. Ne. Ko so levičarji izgubili oblast, hvala Marjanu Šarcu, ne, slava mu in mogoče, ne vem, kje bo se spomenik prvi postavil, ampak upam, da zasluži si ga brez dvoma. Ne. Kar je odstopil, ne? Ja, ker brez Marjana Šarca, lejte,
Vprašanje, kaj bi bilo, ne? Je vprašanje, kaj bi bilo v tej krizi, a ne? Mislim, v tej vojni ukrajinski, to je bila sploh katastrofa. V tej, pa v času epidemije in tako naprej. Kaj sem že vprašal? Pravna država. Pravna država, ne? In ko so izgubili oblast, je kar naenkrat, a si predstavljate, da tako, nismo imeli nobenih problemov s pravno državo, pride na oblast vlada Janeza Janše, katastrofa. Rušenje pravne države, v Evropo se kliče, joka se, vse je narobe. Ne? Če se pa vrnemo za 6 let nazaj, ne, leto 2014, ne, ko so pa v času sred volilne kampanje nezakonito, protiustavno zaprli predsednika največje parlamentarne stranke takrat, pa ni bilo nič. A se spomnite, da bi kdo hodil v Evropo govoriti, pravna država je problem? Ni, ne? Tako da mediji ratajo ogroženi v trenutku. Ne? Zdaj mi pa sam povejte, Janez Janša je baje fašist, diktator, avtokrat, nacist, vse ne vem, kaj vse je, domobranc, ustaš, četnik, ne vem, kaj še vse, ne? V glavnem, zatrl je neodvisne medije, kot jim oni pravijo. Zdaj mi pa povejte, od teh silnih novinarjev pa aktivistov za svobodne medije, kdo si upa iti na nacionalno rusko televizijo in reči karkoli čez Putina? Ne? Veliki demokrat, naš prijatelj Putin, ne? Tukaj so pa vsak dan nažigajo po Janezu Janši, pa se nobenemu nič ne zgodi. Ne? Zdaj sem od pravne države, ne, po drugi strani imamo pa nekdanjega predsednika Vrhovnega sodišča, za katerega ne samo, da nima diplome pravosodnega izpita, jaz ne verjamem, da je osnovno šolo naredil. Kako nima diplome, se je 3 pokazal. Ja, on jih ima več, to je tako, kot včasih, ko smo v Trst hodili po kavbojke, ne, pa ko si kupil kavbojke, si rekel, kjer imaš Levis ali ne vem, kaj je bilo, rifle, ne, rekel, ni problem, le izber si, kjer je boljša, ne, si pol sam našil, ne, si imel najboljšo značko. S tem, da smo pred mejo v vrsti čakali, to je bilo romantično. Ja, in Masleša je tako, je res en poseben človek, ne. On je imel vse v življenju, zastonj sam diplomo je mogel kupiti, ne. Dobro, Boris, hvala vsem, ko ste prišli, hvala gledalkam in gledalcem, da ste nas gledali, oziroma nas boste še gledali. Hvala ETV-ju in lastniku gospodu Janezu Vidmarju. Nocoj je bil z nami naš gost, gospod Boris Tomašič. Hvala.